Z mano pa sta dva od treh državnih prvakov iz finančne pismenosti za mlade, in sicer Gregor Ekonomske šole Celje in Vita Volgemut iz druge gimnazije Maribor, oziroma zdaj že Ekonomska fakulteta. Lepo pozdravljena oba dva. Prvo vprašanje, Gregor, zate. Najprej, kaj pomeni finančno pismen? Torej, da si finančno pismen pomeni, da imaš sposobnost pozitivnega odnosa z denarjem, se pravi, da z njim pravilno razumevaš, ter imaš konec koncev od njega korist. Seveda, moraš razumevati denar, ki ga dobiš, ker drugače tudi denar. Vita, zelo pomembna stvar je osebni dolgoletni finančni plan. A ti imaš ta dolgoletni plan in če ja, a ga lahko jaz prepišem od tebe? Nekega dolgoletnega finančnega plana nimam, se pa poskušam držati neke finančne filozofije, da porabim manj, kot dobim, se pravi, moj prihodek je naprimer Zoisova štipendija in poskušam nekako imeti izdatke v sklopu te štipendije. Uporabljam pa tudi aplikacijo na telefonu, kjer beležim vse izdatke pa prihodke, tako da to ti mogoče priporočam. Ok, hvala. Da moram hipotetično reči, da jaz nimam dovolj denarja, rad bi ga imel več in kako ga lahko dobim več, brez da bi mogel oropati banko? Mislim, da prvo mora priti do spremembe filozofije, da v bistvu večina ljudi misli, da bo začela upravljati z denarjem, ko ga bo imela več. V bistvu pa ti moraš začeti upravljati prvo z denarjem, ki ga že imaš, pa je potem posledica tega upravljanja, da ga boš potem imel več. Ok, Vita, s tem si moram zares nič pomagati. Gregor, imaš ti še boljši nasvet zame? Ja, se pravi, če bomo doma imeli denarsko sto nogavice, se ne bo mogel povečati, razen če hodi do ponoči pa. Naskrivaj motor, da nobenega ne prepričam, da se veš, tako da... Ko imamo nek denar, je prav, da ga vložimo, da ne stoji in da imamo dejansko od njega korist, prav, da nam povečuje, če ga v trenutku ne potrebujemo. Zdaj, eden izmed načinov, kako povečati ta denar, ki ga imamo, je v bistvu vlaganje oziroma kupovanje kriptovalut. Kakšen je vaš odnos do tega? Jaz sama imam rado odklonilen odnos, nisem tako osebnost, da bi imela take zaradi tega, ker če dam primer, Bitcoin je bil skoraj 20.000 evrov in takrat so vsi vlagali pa misli, da bo cena ostala na 10.000 evrov, ampak sedaj je včeraj okrog 3.000 evrov stališča, valute preveliko tvega, se splačalo vlagati v to. Ti imaš pa milijone noter. Meni nikoli niso osebno bile kriptovalute všeč, ker je pač ni fizičen denar. Zdaj, za mene je trenutno še najbolj primerno vlaganje v banko, ampak drugače me pa tudi zanimajo delnice, so pa res, da delnice najbolj tvegane. Ok. Zdaj, to je nekako, se pravi, v bistvu vajen nasvet bi bil, treba je varčevati, treba je vlagati, ampak ne vlagamo pa v nekaj, kar je v bistvu zelo tvegano, ne? Ja, in da ne vlagaš v nekaj, kar ne poznaš, ker kriptovalute imajo v ozadju te računalnike, super računalnike, kakorkoli se že reče, ki jih je težko razumeti in v bistvu eno izmed najbolj pomembnih pravil pri vlaganju je, da ti poznaš stvar, v katero vlagaš in take stvari je težko razumeti. Super. Gregor, Vita, zaenkrat najlepša hvala. Nadaljevanje tega pogovora si pa lahko ogledate na YouTube kanalu Osvežilna fronta. Bo pa naslednje državno tekmovanje iz finančne pismenosti za mlade 15. maja 2019. To pa je zaenkrat to. Poglejte si še druge videe na našem kanalu. Pa subscribite se tudi.